En lep čaroben pozdrav, s tabo sem Jelca, kreativna terapevtka. Tokrat bom prevajala v živo ponovno sporočila duhovnih vodnikov. Na začetku te pa povabim, da skupaj naredimo en dih, način dihanja, ki te resnično tako uravnoteži, ki te pomiri, ki ti daje, lahko rečemo, kar dih življenja. Resnično te napolni in te obogati, ne samo z pretokom kisika, temveč tudi z to življenjsko energijo. Pa gremo skupaj ta dih narediti. Vdihneš skozi nos 6 globokih vdihov in potem izdihneš skozi usta 3-krat. Zadržiš dih in vdihneš. Te pa povabim, da tudi zelo spontano slediš načinu dihanja, ki tebe pokliče, ki tebe povleče. Zato način dihanja ni potrebno, da je nekako naučen, da je pridobljen iz tvojega uma, iz tvojih misli, temveč da greš v občutek in v svojem telesu začutiš, kater način diha je tisti, kjer te bo ta trenutek najbolj podprl. Namreč lahko resnično dihaš na zelo različne načine, enkrat skozi nos, drugič skozi usta, tretjič dihaš tako izmenično, skratka različne načine diha lahko izvajaš. In kaj se zgodi, ko tako dihaš? Te povsem pomiri, te sprosti, te resnično ne bom toliko govorila, raje preizkusi sama. Jaz pa se bom že kar zdaj povezala z duhovnimi vodniki, ker dejansko se mi tako energija je začela postavljati in bomo videli, kaj lepega, kakšna sporočila nam bodo prinesli. Potem po sporočilih ti bom pa še jaz nekaj svojih izkušenj predala in te povabim, da ostaneš tudi pri teh mojih izkušnjah, pri mojih izzivih. Morda se tudi sama najdeš v kakšni izmed oblik in boš videla, da je to nekaj najboljšega, kar se ti lahko dogaja, kjer si zdaj. Jaz se pa povežem, tebe povabim, da se sprostiš, da lahko zapreš oči. Če si tako v takšnem možnem trenutku, da lahko resnično se toliko sprostiš v naravi ali pa v prostoru. Vir mojega bitja, izvor moje duše. Drago duhovno vodstvo, poveži me z vsemi duhovnimi vodniki. Kakšna sporočila potrebujemo sedaj prejeti in kakšno sporočilo potrebujejo prejeti v tej skupini.
današnja tema, današnja sporočila, ki jih bomo predajali duhovni vodniki, so sledeča. V prvem delu bomo predali, čemu potrebuje slediti in kaj je tisto, kar je resnično tvoja pot. Kaj je tisti način, v katerega potrebuješ vstopati in kaj je tako zelo pomembno sedaj zate, za ravno ta trenutek, za ravno ta čas. V uvodnem sporočilu želimo predati, da če imaš kdajkoli predstavo, da je duhovno vodstvo zunaj tebe in da ga potrebuješ klicati k sebi in da je to nek zunanji člen, da pride vate, naj te osvobodimo te predstave, naj ti pojasnimo, da je to lahko vaš program vaših naučenih predstav, naučenosti, vaših zgodb. Mi vam bomo prenesli zelo jasno sliko, zelo jasna sporočila, da mi duhovni vodniki, kakorkoli nas poimenujete, kakorkoli nam date ime, kogarkoli pokličete, mi smo takšna določena barva frekvence. In točno to frekvenco vi pokličete in jo prebudite v sebi. Ste slišali, ste dojeli, prebudite to frekvenco znotraj sebe v sebi. In prav zares nič ne iščete zunaj, nič ne iščete v institucijah, nič ne iščete v templih, lahko jih obiskujete, lahko vam je to obred, lahko vam je to ritual, lahko vam je to način vaše prakse ali prakse v duhovnosti, nič ni narobe s tem, vendar ničesa ne iščite zunaj sebe. Nobenih rešitev, nobenih odgovorov zares ne boste prejeli zunaj sebe, ne glede po čem vi hrepenite, pogledujete. Niti ne boste prejeli resničnih odgovorov v vsem, kar vas obkroža zunaj vas, v vsem, kar vidite svojimi fizičnimi očmi, v vse, kar lahko vstopite svojimi nogami, za vsem, kar lahko primete svojimi rokami. Torej, naše jasno prvo sporočilo je to, da vstopiš popolnoma v jasno zavedanje, da ničesar ne dobiš od zunaj sebe. Od zunaj sebe, draga duša, ne dobiš niti tiste hrane, ki jo potrebuješ. Zunaj sebe ne dobiš nobene oblike finančnega obilja sredstev. Pa boste morda dejali, da ne razumete, kako to mislimo, kako to želimo sporočiti. Namreč vse je kreacija tvoje energije. In čisto vse zunaj tebe je posledica tvoje energije. Zato vsak začetni korak se zgodi v tebi. In nikoli zunaj tebe. Vse ustvariš najprej znotraj sebe. Torej, če ti sedaj hrepeniš in želiš po nekem materialnem blagostanju, po obilju, ti tega obilja, kljub temu, da ga prejmeš lahko od podjetja, ga prejmeš od strank, ga prejmeš od drugih ljudi, ga prejmeš preko projekta, ga prejmeš na zelo različne načine, ti ga v resnici najprej ustvariš za svojo energijo v sebi. In ti vsa ta sredstva, ki jih potem dobiš fizično v svojo oprejemljivo obliko, jih najprej v energiji ustvariš z seboj v sebi. In prav tako vsako hrano, vsako hranilo, ki ga zaužiješ, ki ga poješ, ti najprej ustvariš v energiji v sebi. Torej, v tisti vibraciji, ko si, zato pa se ti dogaja tako, da ti nekaj paše in ti nekaj ne paše. Zakaj pravzaprav se dogaja to, da nekaj ti paše, nekaj ti ne paše?
kajti v sebi nosiš določeno vibracijo, torej določeno energijo, in ta določena energija teži k temu, da zunaj sebe dobiš določeno energijo, ki je kompatibilna, ki je usklajena z tvojo notranjo energijo. Torej, če pa greš ti posegati po čemerkoli, ti dajemo primer po hrani, če greš posegati po hrani, ki je v drugačni energiji, kot si ti, te bo vrglo iz ravnovesja. Torej, vrglo te bo ven, ne boš se začel počutiti dobro. Ti bi se lahko počutil dobro, vendar se ne boš zaradi tega, ker si sprejel energijo, ki ni usklajena s teboj, ki ni v tvoji zares energiji, v tvoji vibraciji. In na popolnoma enak način je čisto vsak predmet, ki ga povabiš v svoje življenje, je tudi vsak odnos, ki ga sprejmeš v svoje življenje, v svoje delovanje, na različnih, torej v različnih situacijah je lahko tvoja različna energija. In če je ta tvoja energija iz ravnovesja tebe, potem tebi enostavno ne bo ugajalo, ne bo pasalo se gibati v nekem območju, v nekem krogu, biti v določenem odnosu. Pa to ne pomeni, da bi bilo karkoli napačno z neko drugo osebo ali za tisto stvarjo. Ne gre za to. Gre za to, da enostavno v tistem trenutku je tvoja energija takšna, da ti nisi skladen v energiji z tisto drugo osebo ali tistim predmetom, čemerkoli. Torej, kaj pa zares izbrati? Kaj zares, po čem izbirati? Kaj si dati? Kaj je tisto? Kako prepoznati vse to? To je zelo preprosto. Tvoj notranji občutek, tvoje notranje vedenje ti vedno da odgovor. In tako, ljudje ste si zelo različni. In predajamo jasnost, da imate vsi ljudje na nek način vhod pa izhod. Da imate vsi ljudje torej prihod nekje skozi nek del aure, nek del in posledično tvojega telesa, in izhod. Kaj to pomeni? Tam, kjer je prihod, ti dejansko, ko energija prihaja vate, od zunaj vate, ti sprejemaš in zaznavaš in dobivaš vse občutke. Potem pa je nekje izhod, kjer si močen v dajanju. In ljudje ste si zelo različni, zato ti pri sebi skušaj prepoznati, kje, v katerem delu tvoje aure je tvoj prihod in v katerem delu tvoje aure je tvoj izhod. Torej, pojdi po svoji auri in po svojem telesu in začuti, v katerem delu telesa ti najmočneje čutiš. Lahko nekdo čuti najmočneje v trebuhu, lahko čutiš najmočneje v srcu, lahko čutiš najmočneje v grlu, lahko čutiš najmočneje v področju čela ali vrha glave, lahko najmočneje čutiš na križnici, lahko najmočneje čutiš neko energijo potem skozi dlani. Kje najmočneje ti sprejmeš? Pravzaprav sprejmeš bolj na tem sprednjem delu. In kje je ta točka? Ali pa spodnji del trebuha,
ali pa čisto na konici, torej na točki med nogami. Prav začutiš, ko pride neka situacija, ko pride nek dogodek, ko se nekaj zgodi, pripeti, ko neko okolje se spremeni. Tam, torej v naravi, ko si zelo prost, sproščen, morda ne boš toliko začutil. Najbolj boš začutil v nekih dražljajih, v nekih situacijah, ki pridejo, je videti od zunaj in te situacije na neko točko, kot da te nekam pritisnejo, torej kje se najbolj sprožiš, v katerem delu. Torej v tistem delu, ko se najbolj sproži ta tvoja energija, pomeni, da najmočneje ti vlečeš vase, ti sprejemaš vase. Zato je ključno, kakšen imaš sam seboj odnos do tega mesta. In ti dajemo primer, če je to tvoje trebušno področje, tvoj trebuh, torej, če je to tvoj solarni pleksus, ki se premika, ki se giba proti tej sakralni, proti spolni čakri in vse gor preko žličke in gor dejansko skoraj do timusa. Skoraj do timusa pride ta energija, ta tok in se pomika ta čakralni sistem. Torej, lahko pride nek dražljaj in ti začneš čutiti težo ali pritisk ali nek občutek, torej ali pa metuljčke ali pa veselje ali pa odprtost, pretok. Skratka, vse nianse občutkov nekje v nekem delu telesa, lahko pa v področju prsi, srca in čutiš različne občutke. In velikokrat se ljudje zataknete, da pridejo ti občutki, potem pa začnete razmišljati, kaj je narobe z vašim želodcem, z vašim trebuhom, kaj se dogaja ali pa kaj je narobe s vašim srcem. Dejansko sta pa to zelo močna senzorja lahko, ki določata občutke, nianse občutkov, skozi kakšne greš. In kaj boš ti naredil s temi občutki, je povsem odvisno od tebe. Ti vsak občutek lahko transformiraš, torej preoblikuješ to energijo. In ti dajemo prav praktičen primer. Lahko pride občutek, da te nekaj zakrči. Neka situacija se zgodi in tebe zakrči. In ti lahko v tem zakrčenem občutku vztrajaš in si v tem občutku, lahko pa se usmeriš v, lahko rečemo, pot, kjer se zgodi transformacija, da spustiš vsa krč, da spustiš vsako težo, da spustiš vso zakrčenost. In to zakrčenost lahko spustiš v parih sekundah. Vendar ti si tisti, ki to izbereš. 7-9 sekund lahko to spustiš. Zato, kaj se vam ponavadi vklopi? Ponavadi se vam vklopi In ko se vam vklopi se pridruži vaš ego. In vaš ego hoče imeti prav ali pa se nečesa držati ali pa biti za tistimi stališči, se držati nekih stališč. In takoj, ko greste v držanje nekih stališč, pa naj bodo to stališča z vašim telesom, z drugimi ljudmi, z pretokom vaših financ, z odnosi, čisto vseeno s čem. Torej, ko greste v to energijo, se zgodi to, da enostavno vas začne ta energija in ta gmota dejansko
se ustvarja zatrjenosti v energiji in potem ni toka, ne teče energija. Skratka, kaj je tukaj tako zelo pomembno, da sedaj ozavestiš? Je to, da karkoli izbereš, da ti sprejmeš, torej, da dejansko sprejmeš, da kot duša imaš na določenem mestu telesa bolj močna vrata, lahko rečemo glavna vrata. Če greš v hotel in pridete skozi glavni vhod, torej ne greste tam skozi neko kurilnico ali pa tam, kjer in ponavadi so vrata tudi, da je za nezaposlene. Torej, zaposleni grejo drugje kot ti, kot si gost. To ti dajemo samo prispodobo, da vidiš, da vsi greste kot neki dejansko gostje skozi glavni vhod, se prijavite pri recepciji in dobite ključ do sobe. In ne greste vsi v isto sobo, ampak greste vsak v svojo sobo oziroma vsaka družina v svojo sobo. Se razporedite, torej različno število. To v tem fizičnem oprejemljivem smislu vam je čisto jasno, vendar želimo pojasniti, kako je to v tem železnem čakralnem sistemu, ki je dejansko znotraj vašega avričnega polja, da imate nekje vhod. Torej, ti imaš nekje vhod v svoje telo, kjer sprejemaš močneje energijo kot kje drugje. In zelo različno sprejemate. Resnično, eni sprejemate na enem področju, drugi drugje. Ene bo zakrčilo v grlenem področju, v grleni čakri. In ne gre za to, torej, ne gre za to samo, da te zakrči, torej, odvisno od barve energije, odvisno od stanja, odvisno od tega, kaj pride nasproti tebi in ne glede, kaj pride, ali pride veselje, ali pride nekaj po vaše, čeprav duša izkuša izkustva, nekaj težje, torej vse lahko ti, draga duša, transformiraš, ker si duša, lahko transformiraš. Torej tisto energijo, ki pride v tebe, ali skozi grlo, ali skozi čelo, kamorkoli in lahko te zaboli ali kak občutek sproži, lahko ti transformiraš, preoblikuješ. In tega preoblikovanja ti ne bo delal nekdo drug, ga preoblikuješ sam. Torej, veliko jasnosti je potrebno tukaj predati v tem smislu. Torej, gre za to, da ko ti vstopaš nekje, torej skozi glavno avlo ali skozi glavni vhod in potem greš v določeni prostor, torej, ko greš ti v določeni prostor, je to tisto, kater del je pač, kje si ti močen oziroma sprejemaš. Potem pa imaš izhod. Dobro, tukaj greste v hotelu skozi isti izhod potem ven, ker prenesete ključ in dokument, torej dobite nazaj in greste ven. Bi potrebovali kakšno drugo prispodobo dati? Izhod, na kateri imate na istem mestu, torej tako kot ta vhod, izhod glavni, lahko pa imate nekje drugje. Torej, lahko imaš vhod skozi cel trebušni del, izhod pa skozi srčni predel. In ti z odprtim srcem vse daješ. In potem srce je zelo povezano z meridiani preko rok. In preko rok vse daješ. Ali energijo usmerjaš, ali kaj z rokami skreiraš in daješ z rokami. Največ ljudi dejansko vas deluje skozi ta del, da dajete iz srca in navzven.
In sedaj ti dajemo prav praktični primer, kaj se vam velikokrat dogaja. Tebe je na primer strah, da če boš nekaj dal, da boš potem morda imel manj, boš izgubil, ni nujno, lahko pa imaš takšen vzorec. In če ti zadržuješ, kar bi dal, bo tebe začelo v tem delu blokirati in ne bo se ustvaril pretok, temveč se bo začel ustvarjati upor. In kaj se zgodi? Ti začneš primer skozi trebuh, cel trebuh sprejemati, lahko tudi skozi sakralno spolno čakro sprejemati, sprejemaš, potem pa se energija nekje ustavi, ne gre naprej. In ker ne gre ta tok energije naprej, se zgodi to, da tebe začne nekje blokirati in lahko se čuti kot nek upor, kot neka stagnacija, kot nek pritisk, kot neka stiska in skozi te stiskajoče občutke lahko pride tudi do različnih psihosomatskih motenj v samem delovanju živčevja in tudi posledično do težav, če tako imenujemo, torej do neravnovesja v telesu. Ker v bistvu, če tako rečemo, težav ni. Lahko imate nek izziv, skozi neko izkustvo, bolj bomo uporabili izraz nebalans ali pa torej to neravnovesje. Torej nekje se poruši ravnovesje in kjerkoli to je. Lahko pa nekdo bolj daje skozi noge, torej po meridijanih želodca, žolčnika, tudi vranice, torej po teh delih, teh poteh, da je z premikanjem, z gibanjem, torej tisti, ki ste določene te veščine, ki ste prav da je največji vaš izraz tega, da dajete skozi noge, torej skozi gibanje. To so športne discipline, to so plesne veščine, to so različne veščine, kjer ste ves čas v tem premikanju z nogami, z hojo, z ritmi, z gibi. Eni so bolj izraziti na eni strani ali na drugi. Lahko so pa tudi tako pol izraziti, se pravi, da je tvoj izraz dajanja skozi noge in tvoj izraz dajanja skozi roke. Torej, da kreativno ustvarjaš in kreativno z premiki nekaj deluješ in ustvarjaš. Kar je pogosto, da se vi, tisti, ki ste zelo v tem, da dajete skozi, torej tisti, ki dajete, ste tako, da prejemate bolj skozi področje srca in bolj prejemate skozi grlo in te zgornje dele, torej do srca, srcem, in dajete z trebuhom, torej z sakralno in z solarnim pleksusom, z temi spodnjimi in tudi prvo čakro, z temi deli, da bolj dajete. Takrat imate noge bolj aktivne. In kaj ni dobro? Če vi, ki ste zelo v tem, da dajete skozi solarni pleksus ven, da ste preveč statični, da se preveč, bomo rekli, zasedite ali preveč ne naredite nekih premikov, se vam začne v tem delu blokirati. Torej, začnete v tem delu trebušnega dela blokirati ta pretok energije in energija ne steče. In v resnici, če tako rečemo, gre za ta štos, da čisto vse je v
pretoku energije. Sedaj imaš jasnost, da poglej, kje imaš vhod in kje je tisti del, kjer je izhod, ali skozi roke, ali bolj skozi noge, ali kombinacija obeh. In je pomembno, da tudi življenje tako naravnaš, usmeriš, nacentriraš v to, da slediš temu. Torej, nikakor ne ignoriraj tega, da bi se zaprl in da ne bi uporabljal svojih darov, svojih rok, ali skozi ustvarjanje, ali skozi dajanje energije skozi srce in roke. Torej, dajaj energijo skozi srce in roke, in če si bolj ta način, torej, ki daje skozi noge, daje se v premike, premikaj svoje telo in tvoj izraz, in takrat tvoja energija steče. In ko tvoja energija steče, se posledično, resnično posledično, tvoje telo uravnovesi, popolnoma zbalansira v povsem ravnovesje. In ko je tvoje telo v ravnovesju, je dejansko blagostanje, obilje vsega zate, tisto, kar ti kot duša potrebuješ. Torej, tisto, kar ti kot duša potrebuješ na tej poti svojega razvoja. Kajti, če tako pogledaš po tem oprejemljivem svetu, ti bi lahko izbral to in to in to in to in to, pa v resnici ni tisto, kar zares potrebuješ. In potem lahko zapadeš v občutek, da imaš premalo. Zapadeš v občutek, da ti nekaj manjka. Nekaj ti manjka, ker si zapadel v občutek zaradi tega, ker nisi si sam dal, sam izbral tisto, kar res iz sebe potrebuješ. In si kar po vrsti izbiral. To je tako, kot če prideš v trgovino in začneš pri prvi polici, pri sladkarijah, pri čipsu, pri drugih mlečnih izdelkih, pri mesu, pri ribah, pri zelenjavi, pri sadju. Torej, vse po vrsti kar nabiraš in potem se lahko zgodi, da ko prideš do polic, da bi izbral še po tisto, kar si zares v sebi želel. Morda si zares v sebi želel en odličen sadež, ali si v sebi želel en naravni sok, ali si v sebi želel eno izvrstno ribo, torej po tisto, kar si res potreboval in si zares želel, ti je dejansko zmanjkalo energije, torej energije prostora, in gre za to, da ti je zmanjkalo fizičnega prostora lahko v tej košari in tudi, da si šel preko tega fizičnega oziroma opremljivega prostora v tvoji denarnici. Ker si pobral vse tisto, kar zares ti v sebi nisi čutil, da bi sploh izbral. In to je tisto, ne gre za to, da ni blagostanja, da ni nekega dejansko obilja, gre za to, da si vzameš izbire, da si vzameš stvari, ki v resnici si jih ti prav v sebi niti ne želiš morda, pa jih sploh ne potrebuješ. Torej, tebi ne bojo prispevale v dobro energijo tvojega telesa. In tudi, če boš pojedel potem tisto slaščico, tisti čips, tiste sladkarije,
vprašaj se, kako se boš počutil. In ko vas vidimo, tako v življenju vi velikokrat potujete. Vaše oči zaradi čustvene nestabilnosti, zaradi prepolnih misli, zaradi nebalansa v vašem telesu, si dajete izbire, ki sploh v resnici zares jih ne čutiš v sebi, da bi jih imel, da bi sploh izbral. In potem izbereš tisto in tisto in tisto in tebi energijskega prostora zmanjka. In to je en razlog, zakaj se lahko iztrošiš, izčrpaš, to je en razlog, zakaj se začneš blokirati in te kar nekaj začne stiskati in ne čutiš zares svobode v svojem delovanju, v svojem življenju. In tako lahko greš izbirati prav tako dela. Delaš eno, drugo, tretje, ista predstava, kot če greš po trgovini od police do police in vse pobiraš po vrsti, torej točno tisto, kar sploh ti telo ne reče, da želi, in izbiraš vsa tista dela in potem prideš do tistega dela, ki ga bi zares rad delal in zares z užitkom opravljal, ti že zmanjka energije in ga kar ne moreš učinkovito upravljati, ker si že toliko energije pred tem porabil za vsa tista dela, katera v resnici pa si sploh nisi zares želel oziroma niso bila prav v tvoji vibraciji in usklajena v tvoji energiji in so te iz ravnovesja metala. Torej te mečejo iz ravnovesja, te mečejo iz te poravnave tebe znotraj, kakršen zares si ti. Torej, naj ti bo to kot učenje, naj ti bo to v veselje, v spoznanje, v to, da najprej zares vse to prepoznaš in ozavestiš in začneš delovati na drugačen način. Torej, da izbereš samo tisto, kar zares v sebi čutiš. Pa je lahko en trenutek, da začutiš, zdaj bom limone, avokado in kokos. In vzameš to, limone, avokado in kokos. In ni potrebe, da hodiš v mental, torej, dobro, uporabljaš mental, vendar tam imaš nek velik plakat, da je pa zdaj cena za to samo toliko in toliko. Zakaj bi to izbral, če si to ne želiš zares? Torej, zakaj bi izbral delo, ki ga zares si sploh ne želiš upravljati? Ker prvo je, te ne bo ne osvobodilo, ne usrečilo in te bo ves čas dajalo iz ravnovesja. Zato si daj izbiro tisto, ki jo res v sebi čutiš, da si jo želiš opravljati, da želiš v njej delovati. Torej, ko smo na začetku predali to jasnost tvojega vhoda in tvojega izhoda, torej gre za to, da nekje ti bolj sprejemaš to energijo in ti si tisti, ki bo začel učinkovito delovati v spoznanju vseh občutkov, ki pridejo skozi tvoje telo. In imaš možnost, lahko čuti skozi trebuh ali pa dajemo, torej, kakorkoli. Najbolj učinkovito bi bilo, če bi zares opustil vsako predstavo, kaj se spodobi in kaj se ne, in lahko da najmočneje sprejemaš skozi trebuh, lahko skozi področje spolne čakre in tudi korenske, torej prve čakre. In najbolj učinkovito bi bilo, če bi dejansko v začetku, ko bi začutil, da energija, ki pač jo zaznaš,
vendar da jo ne zasidraš, sprejmeš vase, torej ti si tisti, ki imaš vso pravico odpreti ali pa zapreti vrata. In da bi dejansko se zaprl, torej položil dlani na vse te dele. In potem se ti bo tvoj vklopil, kako pa zgleda, če bom hodil okrog ali pa se bom postavil v vrsto in vstal v vrsti in se bom držal čisto za spodnji del trebuha, čisto med nogami in na popku in na trebuhu. In potem si ne upaš se tako držati, ker si misliš, kako bo to videti. V resnici pa tako bi ti zaprl vrata pred energijami, katere si ne želiš, da vstopajo v tebe. Morda ti je lažje, pa vendar enim je tudi to narodno, da si dlani položite na prsi in imate na srcu, na prsi, hrbtenico vzravnano in na prsih svoje dlani. In se držite vzravnano in torej zaprete ta vrata, ko zaznaš, da niso energije takšne, katere si želiš, da se začnejo mešati s tvojimi, da se tako postaviš in tako zapreš. Eden način je tudi, da si oblečeš bolj tuniko. Tuniko, ki je bolj široka, ki bolj pade tako na široko ven iz tvojega telesa. Da ni oprejemljivo, da ni oprijeto. Torej, to so načini, da sedaj prepoznaš ta tvoj vhod in ta tvoj izhod. In potem najbolj vidiš, ali je ta tvoja ustvarjalnost bolj skozi noge, bolj skozi roke, torej iz srca skozi roke, iz trebušnega dela, sakralne čakre, spolne čakre in navzdol skozi noge, s temi premiki ali pa v kombinaciji. Nekje polovico skozi roke, polovico skozi noge. In ko to zaslišiš in ko to tudi upoštevaš, boš najbolj sebe v ravnovesje postavil. Kot ta vasrvaga. Torej, ravnovesje, čisto nacentriran boš. Ta vodna tehtnica, ki ima na sredini tisti, torej, ki ga uporabljajo zidarji in različni mojstri poklicev za fizična gradbena dela, torej, če se kamorkoli nagne, ni ravnine, ni ravnovesje. Potrebno je iskati ravnovesje. In ravnovesje vsega je nevtralno ravnovesje. Še to jasno sporočilo ti želimo predati. Ravnovesje ni skozi samo plus. Ravnovesje ni samo minus. Ravnovesje je nevtral. In to nevtralno ravnovesje je resnični balans. In ko ti deluješ uravnovešeno z seboj, z svojimi občutki, si ti najbolj svoboden, najbolj srečen, najbolj zadovoljen, dobivaš odgovore najbolj jasne zase, veš, kje se postaviti, veš, kje biti, veš, kje kako delovati, veš, kaj pojesti, veš, v katerem odnosu biti, stopiti, veš, v kakšnem projektu delati, veš vse. Vse ti je jasno, ko si ti poravnan v sebi v tej nevtralni točki, v tem ravnotežju. In tako kot si spal, si imel noč, in noč ni slaba, čeprav je bila temna, si jo potreboval, da si se regeneriral. In sedaj je dan
ga imaš zato, da deluješ, da si aktiven in polno ustvarjaš v dnevu. Torej, ne dan, ne noč nista napačna, nista slaba. Noben občutek v tvojem telesu, ali ga dobiš skozi svoje srce, ali ga dobiš skozi svoj trebuh, ali skozi grlo, ali skozi spolno čakro, ali skozi korensko čakro, ali kronsko čakro, tretje oko, kjerkoli dobiš občutek, noben občutek ni slab, ker si ti odgovoren, ker si ti tisti, da povabiš v to življenje sebe, v to delovanje, ko dobiš občutek. Največkrat se zataknete, ko dobite občutek iz nekega minusa, lahko rečemo, nekaj, kar vam ni v redu. Torej, ti dodaš temu občutku plus in s tem ga spraviš v balans, v ravnovesje. In takrat si zares ti najbolj pomirjen in najboljše. In tudi veš, da kemijska reakcija bo potekla iz baze in kisline. In ni ne baza slaba in ni ne kislina slaba. Obe sta potrebni. Torej, v vašem svetu je čisto vse potrebno. Pomembno pa je, da je ravnovesje. In vsakič, ko spostaviš to ravnovesje, se zgodi to, da takrat ti čutiš največ miru. Tudi če si preveč v plus, boš čutil kot neko euforijo in ne boš čutil zares globokega miru. Zato dodaj veselje in doziraš torej temu občutku. In to je ta transformacija tvojega občutka. Ti transformiraš občutek v sebi. In da transformiraš občutek v sebi, ne more noben drug namesto tebe narediti. Lahko ti nekdo pokaže, lahko ti nekdo preda jasnost, lahko ti nekdo da neko orodje, kako nekaj naredi, namesto tebe pa ne bo mogel nihče narediti. In sedaj vidiš, da prav vse izvira in izhaja iz tebe. Ti prejmeš občutek, lahko skozi srce, in kaj z njim narediš, je tvoje. Lahko ga začneš blokirati, lahko ga transformiraš, mu doziraš plus in spraviš se v balans, v nevtral. In v tem nevtralu boš vedno čutil največjo pomirjenost, največji pretok sebe skozi svoje telo, največjo, če tako rečemo, izpolnjenost, največje notranje zadovoljstvo, največji ta trenutni tvoj maksimum tvojega zavedanja, v katerem sedaj si. Ker nekaj trenutkov kasneje bo tvoje zavedanje nekoliko drugačno, se bo nekaj spremenilo. Ker veš, vse je sprememba, vse je cikel in vse je rast in pot v tvojem življenju. Torej, sliši resnično znova ta naša sporočila. In lahko bi sedaj, torej v to polje smo stopili mojstri in duhovni vodniki. Vendar vse te frekvence so znotraj tebe in ti si jih lahko toliko sprejel, koliko si zdaj sprejel samega sebe. Torej, kolikor si ti sprejel zdaj samega sebe, toliko si slišal glas vodnikov, toliko si bil v komunikaciji z duhovnim vodstvom skozi sebe. In ničesar ne pobiraš zunaj sebe. Tudi če je upodobljeno v takšnem ali drugačnem kipcu, ali v takšni ali drugačni instituciji, ali takšnem ali drugačnem templju,
ali pri takšnem ali drugačnem terapevtu, ali kjerkoli je nekaj tako prisotno, je to samo zato, da te spomni, da se ti vrni vase, da se ti vrni v sebe in prebudi mojstra v sebi, prebudi duhovnega vodnika v sebi, prebudi vso kakršnokoli spečo energijo, ki je bila kdajkoli v tebi. In to je vse v tebi. In tvoje življenje temelji k kreiranju vsega vselej v ravnovesju, v popolnem balansu. In kakršnokoli vprašanje se ti sedaj postavlja in kakršenkoli izziv sedaj imaš in karkoli te sedaj močno, rahlo ali tako ali na tak način boli, skeli, peče, srbi, rani, prizadane, karkoli, si postavi vprašanje, kako naj sedaj delujem, da sebe dam v nevtral. In edino to točko nevtrala poišči in deluj iz tega, ker iz tega se boš ti najboljše počutil, iz tega bo najbolj celovito tvoje delovanje in celovito tvoje življenje. Vsa sporočila v tem trenutku smo z največjimi blagoslovi predali duhovni vodniki in mojstri. In te sedaj povabimo k popolni prizemljitvi tvojega telesa, vseh tvojih energij v tvoje telo. Da vse energije, ki so v visoki vibraciji, vso energijo počasi zapreš, jo počasi zapira, svoje dlani usmeriš proti sebi in vlečeš proti svoji glavi in zapiraš energijo proti sebi, da ni toliko zelo odprta in da se lažje prizemljiš. Tako zajami in povleci s svojimi dlanmi energijo proti sebi, pravzaprav vase. Iskreno vam hvala, iskreno. Najlepša hvala. Da ste bili prisotni v teh božanskih, čudovitih sporočilih duhovnega vodstva. V hvaležnosti smo sprejeli vsa ta sporočila, ki so nam bila predana. Hvala lepa.
Vse lepo pozdravim in se vsem zahvalim, tudi jaz. Iskreno hvala. Tako, prejeli smo v najvišje dobro to, kar smo potrebovali. Pa vendar čutim, da kakšne svoje izkušnje, svoje izzive, ki so že mimo, podelim kdaj drugič. Je zdaj tako lepa energija, da je ne bomo spreminjali z kakšnimi koli zgodbicami. Dejansko niti ni tako zelo pomembno, kakšne so zgodbe. Gre za to, da se mi resnično damo v to energijo in polno utelesimo ta sporočila, ki so nam bila sedaj predana, ker resnično ne glede, kaj je bilo pred tem, ni ključno, ni pomembno. Pomembno je, kakšno je naše zavedanje ta trenutek in kako bomo to svoje zavedanje, ki smo ga ozavestili in ga ozaveščamo in znova ozaveščamo, dali v prakso, dali v vsakodnevno delovanje svojega življenja. Iskreno vam hvala. Hvala za srčke, objeme, hvala. Tako, pojdi sedaj in nadaljuj ta čudovit sončen spomladanski dan naprej in imej se najbolj čarobno lepo. Adijo, hvala ti.